Ljudski vrt se enkrat na leto spremeni v središče krvodajalstva v Mariboru in širše. Že 8. leto zapored je stekla akcija, krvodajalska humanitarna akcija, vijolična kriza vse ljudi in tudi tokrat je bil odziv izjemen. Že pred 8. uro so ljudje pripravljeni pomagati, čakali v koloni za začetek krvodajalske akcije in potem je bilo v sejni sobi Ljudskega vrta prometno do zgodnjih popoldanskih ur. Prvič sem na tej akciji tukaj, drugače sem krvodajalka, sem hodila v bolnico, ampak sem zvesta navijačica Maribora v dobrem in slabem in sem zdaj tukaj v dobrem, da še dam kri. Hodim redno vsako leto, tako da nijem na tekme tudi se udeležujem, če greš vsako tekmo, za krvodajalsko pa tudi. Tako da rad pomagam ljudem, ker nikdaj ne veš, kdaj boš ti rabo to, tako da ni težko priti sem pa kri dati. Neverjeten odziv ljudi, da nekdo čaka 2 uri v vrsti, da drugemu človeku lahko reši življenje, je res, se vidi, da ljudje imajo radi pomagajo, ampak vseeno ta spodbuda Maribora, NK Maribora in vseh, ki so to organizirali, je res neverjetna in tudi odziv je neverjeten. Zaradi narave njihovega dela, treningov in vsega ostalega, tudi tokrat nogometaši NK Maribora niso mogli pomagati s krvodajalstvom, so pa pomoč izrazili v obliki obiska, pogovora in spodbude krvodajalcem. Ja, v bistvu sem že 2-krat daroval, tako da sem seznanjen s tem, kako to poteka in ko bo spet priložnost, da bom lahko, bo seveda sem odzval. Krvodajalci so se tudi letos izkazali, kajti tudi letos je bila akcija rekordna. Vsega skupaj zbranih 105 litrov krvi, 265 sprejetih krvodajalcev in 234 odvzemov. Zagotovo številke, ki znova povzročijo pospešeno bitje srca, tudi tokrat z vijolično krvjo. Posebna zahvala gre vsem in mislim, da s pomočjo vaših nogometašev oziroma vašega imena lahko na področju preskrbe s krvjo napredujemo in to smo danes dokazali. To je en primer dobre prakse. S to akcijo bomo mi zdaj optimalizirali zaloge krvi in nam nekaj tednov ne bo treba klicati krvodajalcev po telefonu. Tako da seveda to je pomoč vsem nam in organizatorjem in transfuzijski službi, na vse zadnje pa vsi pomagamo našim bolnikom, saj nikoli ne vemo, kdaj bomo mi bolniki. Mirno lahko rečemo, Ljudski vrt, prizorišče ne samo športnih zmag, ampak tudi povsem drugačnih človeških.